En lep pozdrav. Agencija za spodbujanje investicij na avstrijskem Koroškem v sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu organizira kratko serijo filmčkov na temo korona krize. Z nami je gospod dr. Franc Serajnik, ki nam bo več povedal o olajševalnih okoliščinah v civilnopravnih postopkih. En lep pozdrav. Lep pozdrav. Prvo vprašanje se nanaša na sodne in upravne roke. Te so zdaj podaljšani oziroma za kratko ustavljeni. Ja, tako je. Sodni roki začnejo s 1. majem znova teči, kolikor niso bili že pred krizo končani, seveda. Ali pa, in to za druge roke tudi velja, so prekinjeni do 1. maja in se potem lahko nadaljujejo. Kako je pa zdaj z najemninami? Ja, tudi tukaj imamo posebno ureditev. Plačilni roki se podaljšajo za najemnine celo do konca tega leta, ne? In najemodajalec pogodbe v tem času zaradi neplačila najemnin ne more odpovedati. In tukaj je v bistvu vseeno, kaj določa pogodba med najemodajalcem in jemalcem? Seveda, neodvisno od tega, seveda vsakemu priporočamo, da stopi v kontakt z najemodajalcem, da ne pride do problemov na vsak način, ampak zakon je to tako določil. Kako je pa z zastaralnimi roki? Tudi ti se podaljšajo za zahtevke na različnih področjih do konca leta. Predvsem pa tudi se podaljšajo plačilni roki za odplačevanje kreditov, ki ste jih najeli pred 15. 3. 2020, ampak tukaj za mesece april, maj in junij. Eventualno se potem lahko celo podaljša to. In v teh mesecih posojilodajalec ne sme zaračunavati zdaj zamudnih obresti. In po 30. juniju lahko sklenete s posojilodajalcem nov dogovor, če pa ne, se pa še enkrat podaljša za 3 mesece ta moratorij. Zdaj, kako pa je z dobavami oziroma izpolnjevanjem pogodb v tem primeru? Ja, glede pogodbenih kazni je tako, da velja enako, če dobavitelj pogodbe ni mogel zaradi krize namreč pravočasno izpolniti. Pogoj je samo ta, da je podjetje zabredlo v plačilne težave in da je bila pogodba sklenjena pred 1. 4. 2020. In v tem primeru so pa tudi podaljšane izvršbe, in sicer za 6 mesecev, ne? Ja, točno. Izvršbe, na primer za prisilno izpraznitev stanovanja, se odložijo vsaj za 6 mesecev. Poleg tega se podaljšajo roki za priglasitev insolventnosti podjetja do 30. 6. In sodišče lahko podaljša roke za plačevanje obrokov za poravnave v insolvenčnih postopkih za dobo do 9 mesecev. Glede zamud pri splošnih izpolnitvenih obveznosti zdaj ni posebnih določb, zato priporočamo, da naj dobavitelj preveri najprej pogodbo in poskusi razčistiti z naročnikom, ali ga kasnejša dobava zanima. Seveda, če gre za fiksne pogodbe, pri kateri izpolnitev po določenem datumu nima več smisla, potem pogodba enostavno odpade in je treba tudi avanse vrniti. Si je pa treba v posameznem primeru to ogledati. Razumem. Se pravi, v vsakem primeru pravna pomoč v kompleksnih zadevah ni odveč. Hvala za te informacije in lep pozdrav. Lep pozdrav.